Poglejmo v Sveto pismo. Jezusa darujejo v templju. Ko se je dopolnil čas njenega očiščevanja, so ga po predpisih Mojzesove postave prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu. In da bi opravili daritev 2 grlic ali 2 golobčkov, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. Živel pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. Sveti Duh mu je razodel, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. Po navdihu Duha je prišel v tempelj. Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po predpisu postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje in slavil Boga. Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospod, po svoji besedi v miru. Kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov. Luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela svojega ljudstva. Njegov oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon ju je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: Ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, da se razodenejo misli mnogih src. Tvojo dušo pa bo presunil meč. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu in že zelo v letih. Po svojem deklištvu je 7 let preživela v zakonu, nato je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvijo služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga in pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenja Jeruzalema. Ko so spolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo. Bilo je polno modrosti in Božja milost je bila z njim.